V ponedeljek, 2. junija, so dijaki zaključnih letnikov poklicnih srednjih šol, med njimi tudi 3 dijaki Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, pisali maturitetni izpit iz slovenščine. Prejšnji teden smo preverili, kako so se pripravljali na poklicno maturo. V letošnjem šolskem letu imamo samo 3 dijake, ki si pripravljajo na maturo, in sicer sta 2 dijaka iz programa medijski tehnik in en dijak iz programa strojni tehnik. Naši dijaki imajo možnost, da opravljajo poklicno maturo v 2 delih. To pomeni, da se že o prijavi odločijo, ali opravljajo vse 4 predmete naenkrat, ali pa si opravljene mature porazdeljujejo na spomladanski in pa na jesenski čas. Generalno gledano je to zelo dobro, ker na tak način lažje dosežejo uspeh. Zadnji letnik sem 5. letnik, končujem in izbral sem poklicno maturo matematiko, ne angleščino. Matematika je lažja zame. In slovenščino imamo maturo, pa tehnologijo strokovni predmet. Zdaj se veliko učim slovenščino, zato ker je težka slovenščina, pa je tudi slovnica od slovenščine težka, pa kakšne besede, naprimer naslov, ne razumem, pa moja mama razlaga. Zato pa že od ponedeljka se vsak dan vozim iz Postojne, pa sem v Ljubljano, zato da lahko popoldne se učim mama pa jaz. Pa se tudi že učim matematiko pa slovenščina malo težko. Strokovni predmet ni težko, je pa kar lažje, ker jaz že znam. Imam pa tudi tolmač, da mi bo pomagala pri maturi, da mi bo razlagala, kaj pa meni, pol pa jaz meni jasno, da razumem, pol pa naprej. Najbolj običajna prilagoditev je, da imajo podaljšano opravljene mature do 30%, potem pa imajo gluhi dijaki možnost tolmača, ki je prisoten tako na pisnem delu, kakor tudi na ustnem zagovoru. Pri slovenščini se potem upoštevajo posebnosti, ki so pa opredeljene v pravilniku za opravljene poklicne mature. Dijake 7. junija čaka izpit iz matematike. V obdobju od 16. do 23. junija pa bodo potekali izpiti iz strokovnih predmetov. Kandidati bodo z uspehom pri poklicni maturi seznanjeni 7. julija. V primeru neuspeha pa jih že 25. avgusta čaka še ena priložnost na jesenskem izpitnem roku poklicne mature. Meni je malo strah, imam tremo slovenščina pa matematika. Za strokovni predmet meni ni strah, imam v redu. Samo matematika pa slovenščina. Ko bom pa jaz končal, ko bom odpravil maturo, bom že naslednji dan v moji sobi vse stvari ven proč. Tudi miza nočem videti.
Ne, hvala, nič ne bom učil študiranje, imam da dosti. Od naših dijakov do sedaj 2 dijaka nista opravila poklicne mature, ker sta tudi potem predčasno zaključila šole. Generalno gledano smo nad 90% uspešni. Nekateri dijaki poskušajo seveda nadaljevati izobraževanje na ustreznih visokošolskih organizacijah. Sporočajo nam, da so tudi uspešni. Seveda pa je njihova glavni cilj pa je, da bi dobili službo in žal je situacija v slovenskem prostoru danes takšna, da je teh možnosti bistveno manj kakor v preteklosti. Če kateri od dijakov mature ne bo opravil v spomladanskem niti jesenskem delu, lahko k opravljanju mature ponovno pristopi prihodnje šolsko leto. Verjamemo, da bodo vsi 3 dijaki zavoda na maturi uspešni in jim bo opravljeno poklicno šolanje dobra popotnica pri iskanju zaposlitve.